Med članki minulega tedna seveda ne moremo mimo vesti, da so Japonci zaradi utaje davkov aretirali Carlosa Ghosna, prvega moža koncerna Renault-Nissan. A zgodba ima širši kontekst in bo imela tudi velik vpliv na posel. Spremljamo jo na MMC-ju. Na domače ceste je zapeljala tudi karavanska Kia Ceed, tista, ki ima poleg vseh elektronskih dobrot tudi 600-litrski prtljažnik. Pripeljali pa so tudi novi Fordi, ki sodijo v program gospodarskih vozil, a so vsekakor izredno zanimivi tudi za osebno domačo rabo. Tourneo Connect in Tourneo Courier sta tako dobila multimedijski sistem Sync 3. Poleg njiju pa se je k nam pripeljala tudi tovorna Fiesta. V minulem tednu so predstavili tudi novega Range Roverja Evoquea. Ena od otipljivih novosti so nove kljuke, ki so po zgledu dražjega velarja skrite. Fordov patent pa skriva lidarje svojih samovozečih avtov, s čimer jih dela na pogled bolj običajne. A skril jih je za vzvratna ogledala. Ta pa bodo, kot je videti, zamenjana s kamerami. Predstavili so tudi novo Toyoto Corollo v klasično limuzinski varianti. Ta japonska znamka pa se poleg tega pripravlja na konec sodelovanja z družbo PSA. Menda odločitev še ni potrjena, a seveda je že dolgo jasno, da po prihodu Opla PSA-jeve stare naveze ne bodo več enake. Evropski parlament je izglasoval več pravic za potnike na vlakih, več odškodnin v primeru zamud, od prevoznikov pa tudi zahteval, da na vlakih zagotovijo v vseh primerih dovolj prostora za kolesa. Volkswagen pripravlja prostor v svojih tovarnah za električne modele. Passata bodo recimo po novem izdelovali na Češkem in sploh bodo vse tovarne po novem na razpolago večjim znamkam v skupini. Hkrati sporoča, da bodo do leta 2023 za razvoj in implementacijo tehnologij prihodnosti porabili kar 44 milijard evrov. Seveda to vključuje tudi digitalizacijo. Na tem digitalnem področju pa je največ ukrepov že izvedel Seat. Nedavno je prejel priznanje Financial Timesa. Seat je kot edino avtomobilsko znamko uvrstil na lestvico 100 najbolj digitalno naprednih podjetij. Iz Švedske pa prihaja koncept, ki spreminja sistem priklapljanja prikolic. Zasnoval ga je inženirski tim sestavljen izključno z ženskami, ki si očitno nočejo poškodovati svojih nohtov. Vse namreč poteka avtomatsko prek naprednih senzorjev. Zaključimo z napovedjo prihodnjih novic. Poročali bomo namreč o novostih salona v Los Angelesu. Ena bolj pomenljivih je recimo Volvov razstavni prostor, na katerem ni niti enega samega avtomobila.